SBC webinar, ki ga SBC organizira s članom kluba, podjetjem Četrta pot iz Kranja, bo odgovoril na bistvena vprašanja, ki zadevajo enostavno planiranje in razporejanje zaposlenih tudi v trenutnih turbulentnih, negotovih razmerah. Leto 2020 je bilo v znamenju izzivov pri planiranju česarkoli in kot kaže, se bodo tovrstni izzivi nadaljevali tudi v letošnjem letu. Zato vam bomo predstavili digitalni pripomoček, ki vam bo odpravil težave pri obvladovanju nenadnih odsotnosti in zamenjav zaposlenih, opravljanju več nalog hkrati znotraj rednega, dežurnega, nadurnega dela ali nadomeščanj, ne glede na to, v kateri panogi se vaše podjetje nahaja. SBC webinar bo imel naslednje poudarke. Kakšen je pozitivni vidik sodobne IT rešitve, kjer sta povezana planiranje in upravljanje delovnega časa zaposlenih? Kateri so pozitivni vidiki pri kadrovskih spremembah, ki so nas doletele v COVID časih leto 2020 in kako ob nenadnih odsotnostih prepoznamo kompetence in znanja vseh sodelavcev. Predavateljici gospa Mojca Hafner-Jereb in gospa Monika Rutar bosta predstavili sodobna digitalna orodja za agilno sledenje dinamiki delovne zakonodaje in upravljanja človeških virov, predvsem pa podali nasvete in aktualne informacije za lastnike podjetij in njihove HR in IT oddelke ter odgovorili na vaša vprašanja. O predavateljicah nekaj besed. Gospa Mojca Hafner-Jereb je produktna vodja za digitalizacijo upravljanja delovnega časa, time management. Gospa Monika Rutar pa je vodja prodaje in vrhunska svetovalka za digitalizacijo kadrovskih procesov, obe seveda iz podjetja Četrta pot. SBC webinar bo moderiral Goran Novković, izvršni direktor SBC. Veseli smo, da se je tudi na današnji webinar prijavilo več kot 50 slušateljev, po zadnjih podatkih 55, saj je današnja tema še posebej aktualna v koronskem času, ko je veliko nenadnih izostankov. Nekaj navodil še za vas, ki boste spremljali današnji webinar. Vaše vprašanja lahko zastavite v pogovoru v chatu na koncu, ko bo čas za vprašanja. Lahko seveda zastavite tudi tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand. Lahko v chatu zastavite vprašanja tudi med predavanjem, povedal bi pa samo to, da bomo na odgovore počakali do konca in potem bomo zavrteli vsa vprašanja, predavateljici pa boste prijazno odgovorili. Če boste seveda dvignili roko na koncu in vprašali o pomoči, uživo o pomoči gumba Raise Your Hand, oziroma dvigni roko, tretja ikona zgoraj, vam bom predal besedo, takrat seveda vas prosim, da vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite takrat svoje vprašanje. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek webinarja, prezentacijo in tudi kontakt obeh predavateljic za morebitna kasnejša vprašanja. Za začetek pa smo vam pripravili eno kratko vprašanje, zato prosim vse udeležence, da vzamete v roke svoj pametni telefon in v iskalniku tipkate www.menti.com. Pravilen naslov vidite že na vrhu na ekranu in tudi kodo 7307951. To kodo vtipkate v polje in odgovorite na vprašanje. Prosim vas, da vpišete svojo asociacijo samo z eno besedo. Vprašanje pa se glasi: na kaj najprej pomislite, ko vas delavec nenadno obvesti, da tisti dan ne bo mogel priti v službo? Svoje odgovore morate na koncu tudi potrditi. Če se zmotite ali prehitro potrdite, lahko odgovor tudi ponovno podate. Še enkrat vidim, da bi nekdo rad vedel za kodo. Koda je tudi na vašem zaslonu zgoraj 7307951. Zdaj bom pustil malo tišine, da v miru lahko svoje asociacije izrazite. Izvolite.
Vidim, da je zelo zanimivo. Seveda nadomeščanje je glavna beseda, ampak nekaj je kar takih zelo, bom rekel, simptomatičnih, ampak tako hudomušno tudi, ne, blefet. Ne vem sicer, kakšna priložnost mogoče za koga, ki bo na to delovno mesto prišel. Seveda, ali je okužen v tem času, zopet bo pester dan, panika, poklicati delavca, kako dolgo ga ne bo. Skratka, vidim, da imamo res danes med vami tiste, ki dejansko opravljate nalogo, pogosto nalogo tudi skrbi za to, da bo delovni proces nemoteno delal tudi, ko bodo ljudje odsotni. Najlepša hvala, lep poskus. Za začetek malce tudi hudomušen. Preden pa začnemo naprej z webinarjem, prosim samo še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam in pozdravljam gospo Mojci, predajam besedo in pozdravljam gospo Mojco Hafner-Jereb. Gospa Mojca Hafner-Jereb, beseda je vaša. Še vklopite zvok, prosim. Ok. Tako, pa začnimo z današnjo temo. Leto 2020 je vse obrnilo na glavo in edina stalnica našega službenega in privatnega življenja so spremembe. Korona nas je nokavtirala, vsi plani so splavali po vodi. Nejasnost, nestanovitnost, negotovost nas spremljajo na vsakem koraku. Škarje in platno pa imamo v rokah sami, kar pomeni, da si nadenemo rešilne jopiče in začnemo na novo pripravljati plane in strategijo za zmage. Če se ne bomo prilagodili, bomo tako kot dinozavri izumrli, saj bomo izgubili stik s kompleksnim svetom. Ker imamo znanja in veščine, kako naj se soočimo s spremembami v kompleksnem svetu, potrebujemo le še digitalno orodje, s katerim smo agilni in vedno v koraku s časom. Ali si predstavljate, da imate lahko tako kot na primer v COVID sledilniku tudi vi online podatke o številu okuženih, odsotnih in prisotnih zaposlenih v podjetju? In do vseh teh podatkov lahko dostopate preko telefona, tablice ali računalnika v aplikaciji Kadri 4. Transparentna, enostavna in prijazna aplikacija, ki je vodjem in zaposlenim dostopna kjerkoli in kadarkoli. Pogoj je le dostop do interneta, vam omogoča izdelavo plana, kateri sodi med enega glavnih stebrov uspešne organizacije. Vsi vemo, da nas spremembe prisilijo, da začnemo razmišljati out of the box, kar po izkušnjah vodi v vitko poslovanje in dolgoročno uspešnost. Primorani smo se reorganizirati, razširiti svoj vidni obseg dejavnosti ter preskočiti ovire. Primer ovire pred korono je bila možnost opravljanja dela od doma. Tukaj je bilo 1000 razlogov, zakaj ne. Ta ovira pa se je čez noč porušila. Še več, izkazalo se je, da je delo od doma še bolj učinkovito. Zaposleni smo odgovorno prevzeli delegirane naloge in jih izpeljali do konca. Monika vam bo povedala, kaj vse se je še spremenilo. Ja, v letošnjem letu je uporaba spletnih tehnologij močno narasla. Situacija, v kateri smo se znašli, nas je pahnila v popolnoma nov način razmišljanja. Dneva brez sestankov preko Zooma, Teamsa oziroma drugih digitalnih orodij praktično več ni. Podobna zgodba se pa dogaja tudi na področju upravljanja delovnega časa zaposlenih. Za zanimivost vam lahko povem, da smo v četrti poti v tem in prejšnjem letu
Vse PKP-je in zakonske spremembe, ki so se nanašale na pandemijo, tudi po 2-krat na mesec dopolnjevali. In tako seveda vsem tistim, ki imajo naš sistem za registracijo delovnega časa, pomagali urediti vse spremembe in seveda posledično prihranili ogromno časa. Situacija, ko je veliko zaposlenih bolniško odsotnih, imajo varstvo otrok, karantene, izolacija, vse to so situacije, ki močno vplivajo na organizacijo dela zaposlenih. Predstavljajte pa si, da imate kljub temu orodje, ki vam vse te situacije že samo iz naslova PKP-jev pokrije, s katerim pripravite plan in obenem obvladujete samo realizacijo. Imate zbrane podatke in enostaven ter hiter predogled nad obremenjenostjo in razporeditvijo svojih zaposlenih. Zaposleni lahko sam vnese odsotnost, zakaj bi čakal pred vrati, če to lahko naredi preko aplikacije na računalniku, tablici ali pa preko telefona. In če vodja lahko odsotnost odobri brez fizičnega srečanja. Gospa Monika? Ja? Gospa Monika, samo trenutek se opravičujem, a PPT bi moral iti že naprej, ker pri nas ne gre. Zaenkrat ne gre. Mojca, boš lahko? Samo še enkrat ga probajte naložiti, pa štartate po moje liste prosojnice, kjer ste zdajle končali. Ne? A ga vidite? Ja, zdaj pa je. Planiranje, ne? Super, super. Hvala lepa, izvolite. Seveda so pa tudi dejavnosti, kjer je bilo pa veliko čakanja na delo. Večina, vsaj po naših izkušnjah, ni odpuščala, ampak se je ustrezno reorganizirala. Danes bomo govorili o reševanju situacij planiranja v primeru nenadnih odsotnosti. Planiranje je del tudi naše aplikacije Kadris 4. Kadris 4 je sicer veliko več od samega planiranja, je aplikacija, ki na enotni platformi združuje 3 velike sisteme, kjer lahko obvladujete kadrovske, registracijske in plačne procese. Posamezen sistem deluje samostojno ali pa skupaj kot povezana celota. Ključna prednost je enkraten vnos podatkov in seveda različna in široka področje uporabe, seveda zaradi modularne sestave. Aplikacija je spletna, kar pa pomeni, da do nje dostopate preko brskalnika na vseh napravah, pa naj bo to osebni računalnik, tablica ali pa pametni telefon. In že smo pri izzivih pri planiranju. Eden največjih izzivov pri planiranju je enakomerno razporejanje zaposlenih. Seveda zaposleni delajo, ampak se morajo tudi ustrezno spočiti, kolikor želimo, da so produktivni. Ključno vprašanje je običajno, ali imamo dovolj ključnega kadra za posamezna delovna mesta oziroma opravila, oziroma so le-ti preobremenjeni. Zdaj, ali lahko ključne kadre nadomestimo, jih imamo, ali ugotavljamo, da jih moramo nekaj kandidatov za zamenjavo tudi še ustrezno usposobiti. S COVID-om se je na ta račun povečalo tudi prevzemanje na nek način odgovornosti strani zaposlenih, saj so bili primorani upravljati tudi opravila, ki jih običajno niti ne. Kar je na nek način seveda posledično povečalo tudi zaupanje med vodjem in zaposlenim. Z dvigom odgovornosti se seveda poveča tudi potreba po samem izobraževanju, kajti potrebe po kompetencah se seveda ustrezno povečajo. In zdaj, če enakomerno ne moramo razporediti zaposleni in so ključni kadri preobremenjeni in bi s tem kršili zakonske omejitve, lahko premestimo zaposlenega iz drugega oddelka. Če gre, je to sicer super, ena izmed možnosti, ki pa se je skušamo čim bolj izogibati, je pa odrejanje nadurnega dela. Če zaposleni opravi preveč nadur, ni v redu. Dobro je imeti seveda dober predogled in ta aplikacija ga ima. Dokazano je, da več kot 18 ur na teden povzroča zdravstvene težave. Sicer pa je že tako ali tako omejitev po ZDR-ju 8 ur na teden, kar je čisto dovolj. In če se odredi nadurno delo, je seveda potrebno izpisati tudi odločbo za nadurno delo. Izziv je tudi, če planirate zaposlene na različna stroškovna mesta znotraj istega dne, še celo z različno urno postavko in želite seveda vedeti, koliko je oddelanih ur na posameznem stroškovnem mestu. Izziv je tudi, če delate v proizvodnji v več izmenah
po planu, a ob nenadnih odsotnostih hitro potrebujete nabor zaposlenih, ki ga lahko nadomestijo. Poseben izziv so seveda tudi dežurstva, sploh tista, ki se zavlečejo do naslednjega dne, je treba biti zelo pozoren na zakonske omejitve. Cilj je zagotoviti seveda optimalno pokritost delovnega procesa, upoštevati moramo naravo dela, vsako podjetje ima svoje specifike, zakonske omejitve je potrebno upoštevati in obenem biti tudi korekten do zaposlenih, kar je svojevrsten edinstven izziv. Izvoli, Mojca. Kot smo že povedali, edina stalnica v življenju so spremembe. Le-te pa so spremenile vlogo tudi menedžerjev in vodij. Vaš vsakdan se stoji z usklajevanjem zaposlenih, aktivnosti in sredstev ter odgovornega odločanja na nivoju organizacije, vsebine in strokovnosti. Si predstavljate, da ste telefonsko dobili informacijo o 10% nenadni odsotnosti in vaša naloga je pripraviti plan. Podatke o trenutnem planu imate v Excelu, podatke o odsotnostih pa na mailu. Med usklajevanjem in razporejanjem vas zmoti še telefonski klic. Motilec, zaradi katerega po statistiki potrebujemo 10 do 25 minut, da se zopet 100% fokusiramo na delo. Ko se vrnete na pripravo plana, morate seveda še enkrat začeti z delom in le upate lahko, da vas nihče ne zmoti. Verjamemo, da vam sodobne IT rešitve pri izdelavi plana nudijo pomoč, kajti so transparentne in ponujajo podatke na enem mestu. V pomoč pa so tudi pri motilcih, saj imate vaše delo shranjeno in le nadaljujete z delom. Digitalna preobrazba, ki je vse povsodi, vam torej pomaga, da se vsemi izzivi pri planiranju, ki jih je Monika omenila, učinkovito spopadete in pripravite hitro plan, omogočite dostopnost do podatkov kjerkoli in kadarkoli vsem zaposlenim, zmanjšate stroške, kajti izdelava plana je enostavna v aplikaciji, kjer imamo na dlani informacije o znanju, kompetencah in veščinah zaposlenih. Poveča učinkovitost, prepreči napake, ki nastanejo pri prepisovanju med različnimi aplikacijami. Sledite vsem PKP-jem in na klik izračunate podatke za plačo. Če povem na primer, bolniški enostavno določimo novi prvi dan zadržanosti, ter je tako refundirana že od prvega dne, kot je bilo recimo v aprilu, 11.4. se je to zgodilo. Znesek kriznega dodatka izračunamo glede na število prisotnih dni. Predlanski dopust lahko koristimo do 28. februarja, lanskega pa kar do konca leta. S tem se izognemo vprašanjem, kateri tip dopusta ima Mojca. Vodja pa bo odobril dopuste najprej tistim, ki imajo seveda še predlanskega. Avtomatsko je tudi omogočen izračun kilometrine za prevoz na delo, ko je bil javni prevoz onemogočen. Torej, digitalizacija nam pomaga pri naslednjih načelih. Ekonomičnost, kajti z manj vloženimi sredstvi naredite več. Ekspedivnost, kajti v krajšem času naredite bolje in več. Enostavnost, s tem poenostavimo procese. Seveda pa natančnost in zanesljivost, kjer ni prepisovanja med aplikacijami in so podatki natančni in zanesljivi. Nadaljujmo pa z današnjo temo nenadne odsotnosti. Seveda so nas kot bumerang doletele nenadne odsotnosti, in ker ima hudič ponavadi ta mlade, so velikokrat bili odsotni prav ključni kadri. V tej situaciji se zaposleni povežejo, prevzamejo naloge in odgovornosti ter pokrijejo odsotnosti sodelavcev. S prevzemanjem nalog pa se močno poveča zaupanje med zaposlenim in vodjem. To je idealna priložnost,
da vodja tako prepozna talente. Talenti pa s tem, ko jim je omogočeno, da pokažejo svoje znanje, pomenijo prihodnost za podjetje in zagotovilo, da bodo podjetju ostali zvesti. Pomembno je tudi to, da se je v tej situaciji povečala potreba po izobraževanju, kajti zaposleni, ki v obdobju debelih krav niso bili aktivni, so se prebudili, začeli prevzemati odgovornosti in pokazali interes za dodatno izobraževanje. To je pozitivni vidik, kajti znanja nikoli ni premalo. V nadaljevanju si bomo pogledali primer grafikona števila okuženih in procenta števila odsotnosti. Poznamo primer naše stranke s 400 zaposlenimi, ki je v obdobju največjega števila odsotnosti imela kar 20% odsotnost. Ker je to ključen podatek za podjetje, vam sodoben poročilni sistem v IT rešitvi, kjer so podatki transparentni in online na klik, prikazuje primer grafikona, ki prikazuje število okuženih znotraj podjetja. V tem primeru je razvidno, da je v 50. tednu vrh okuženih v podjetju, torej je število okuženih močno naraslo. Seveda posledično temu tudi procent bolniške odsotnosti, kar vam prikazuje primer na drugem grafikonu. Na podlagi realnih podatkov je omogočena enostavna priprava plana in ustrezne korekcije glede na razpoložljive vire. S tem je tudi omogočeno, da delovni procesi tečejo kar se da nemoteno. Seveda pa so grafi pomoč tudi pri odločanju in analizi rezultatov. Kajti, če ima podjetje v 50. tednu malce slabše rezultate, je lahko eden od dejavnikov zagotovo situacija nenadnega povečanja odsotnosti. V nadaljevanju pa si bomo pogledali rezultate raziskave o številu izdanih bolniških odsotnosti in refundacijskih zahtevkov. Ja, pa si poglejmo eno zanimivo raziskavo trga, ki smo jo opravili pri nas v podjetju Četrta pot. Govori pa predvsem o načinu in času, ki ga porabimo za urejanje bolniških odsotnosti in refundacij nadomestil. Sicer zelo aktualna tema v pričetku leta 2020. Zanimalo nas je, kakšna je uporabniška izkušnja ročne v primerjavi z digitalno obdelavo bolniških odsotnosti in izdaje refundacijskih zahtevkov. Pri raziskavi smo izhajali iz podatka, ki ga je država podala v eni izmed izjav za javnost, in sicer v januarju 2020, ko je bila uvedena obvezna uporaba elektronskih bolniških listov. In sicer po njihovih podatkih naj bi bilo v Sloveniji letno povprečju izdanih okoli 1,5 milijona bolniških listov. Zdaj to sicer velja za obdobje pred korono, tako da bi bilo mogoče zanimivo vedeti potem tudi še za koliko je bilo pa teh bolniških listov v 2020. Če to številko pritopimo na primer organizacije s 1000 zaposlenimi, to pomeni okoli 150 izdanih bolniških listov na mesec ali 1800 na leto. Da bi prišli do takega podatka pri refundaciji nadomestil, pa smo opravili raziskavo kar pri naših naročnikih, in sicer v oktobru 2020. Raziskava nam je podala podatek, da primerljiva organizacija s 1000 zaposlenimi izda približno 100 refundacijskih zahtevkov na mesec, kar pa predstavlja 1200 refundacijskih zahtevkov na leto. To so zdaj absolutne številke, nas pa je potem v nadaljevanju raziskave zanimalo, koliko časa porabi oseba, ki je zaposlena in odgovorna za urejanje tovrstnih podatkov. Najprej smo preverili, koliko časa oseba porabi pri ročni obdelavi podatkov. Delali smo vse skozi na primeru s 1000 zaposlenimi, se pravi podjetje s 1000 zaposlenimi. Za ureditev bolniškega lista za enega zaposlenega v povprečju porabimo 6 minut, kar letno znese 180 ur. Za ureditev zahtevka za refundacijo za eno osebo pa v povprečju porabimo 10 minut, kar znese 200 ur letno. In če to dvoje združimo, se pravi, imamo sliko, kako v primeru ročne obdelave, koliko porabimo časa za oba procesa,
Se pravi, če vse te ure seštejemo in damo v delovne dni, pridemo do podatka, da ta oseba porabi na letni ravni 18% delovnih dni, samo zato, da podatke uredi, naredi kalkulacije, pripravi izračune, vse skupaj vnese, sprinta, zapakira, odda na pošto oziroma na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zdaj pa v primerljivi organizaciji, ki pa dela z digitalnim orodjem, za oddajo bolniških listov in refundacijskih zahtevkov v povprečju porabi 40 ur na leto, kar je 5 delovnih dni. Torej, če se organizacija odloči te procese digitalizirati, za ta opravila porabi le še 2% delovnih dni na leto. In če konec koncev še primerjamo, vidimo, da gre za 90% prihranek časa in obenem tudi seveda 100% zagotovilo, da bo podjetje pridobilo sredstva za vse, ki jim seveda to po zakonu pripada. Zdaj v našem konkretnem primeru gre predvsem za časovni benefit, seveda pa iz tega časovnega benefita sledijo še ostali posledično, kot so zmanjšanje napak, stroškov, seveda manj papirja. Zdaj, pri nas v 4. poti smo vzpostavili avtomatsko povezavo s portalom Spot, iz katerega pa dnevno črpamo bolniške liste, tako da prepis podatkov z bolniškega lista ni potreben. Avtomatski prenos smo ravno tako pripravili tudi za oddajo refundacijskih zahtevkov. Tako, toliko malo za vmes, ena zanimiva raziskava o prihranku na času predvsem. Zdaj se bomo pa dotaknili majčkeno, kako pa postopati ob nenadni odsotnosti. V času covida smo se ukvarjali z bolniškimi odsotnostmi, karantenami, izolacijo, varstvo otrok in seveda se še vedno ukvarjamo, kar je bilo načeloma v začetku popolnoma novo. Ampak nekako se nam zdi, da smo se kar privadili tudi vsega tega. Ampak vse te odsotnosti pa vplivajo na dinamiko planiranja. Ogromno je bilo nenadnih odsotnosti in za tiste, ki pa so delali na lokaciji, je bilo potrebno zagotavljati ustrezno varnostno razdaljo in zagotoviti vsa potrebna zaščitna sredstva. Nekateri so bili oziroma nekateri so še na čakanju na delo. Tudi to, se pravi, vse skupaj je vplivalo na način in proces samega planiranja. In kaj storiti, ko plan imam in se zgodi nenadna odsotnost? Najprej pogledam plan. Preverim, ali imam kaj notranjih rezerv v oddelku. Preverim matriko usposobljenosti, predvsem za ključne kadre, in če teh ni, se skušam sposoditi koga iz druge ekipe. Vedno pod črto skušamo seveda upoštevati zakonske omejitve. Letos se je v določenih panogah dogajalo, da to praktično niti ni bilo mogoče. Šlo je v bistvu za kršitve, ampak kot povedano, skušamo težiti k temu, da teh kršitev seveda ni. Nekateri so celo zaposlovali zunanje sodelavce, prostovoljce, pa kljub temu še vedno ni bilo dovolj zaposlenih. Tudi te zaposlene se lahko nese v sistem in planira. Ampak večinoma je bil problem v tem, da seveda ni dovolj ključnih kadrov. Spet drugi so ugotovili, da dejansko ljudje so usposobljeni, nimajo pa dodatnih znanj v globino s področji oziroma ustrezne kilometrine. Le-te seveda je potrebno čim prej dodatno izobraziti. S tem se gradi na nek način tudi zaupanje med zaposlenim in vodjem, saj konec koncev tudi želimo usposabljati kader in želimo potem tudi, da nekaj časa tak kader tudi ostane pri nas. Zdaj, enaka zgodba je pa tudi delo od doma. Če ni zaupanja, zaposleni hodijo v službo, na lokacijo, če tudi bi lahko tudi delo opravili od doma. Na drugi strani pa imamo podjetja, kjer pa jim narava dela niti ne dopušča dela od doma in imamo še zelo veliko tretje kombinirane variante, kot smo tudi pri nas na 4. poti. Se pravi, del, ki dela ne more upravljati od doma, pride na lokacijo, ostali pa delamo od doma. V nadaljevanju si pa bomo pogledali konkretne primere v panogah. Z Mojco sva izbrali za primer 3 panoge, seveda lahko tudi bi kjerkoli druge, in ti primeri bodo na področju trgovine, industrije ter gostinstva in turizma. In če pričnemo kar s področjem trgovine, navade kupcev so se zares zelo spremenile.
Veliko se seli na splet, se pravi, kupujemo vse več preko spleta. Na drugi strani pa moram priznati, da so me presenetili tudi trgovci, da so se zelo hitro prilagodili in nekateri, za katere včasih je bilo potreben fizično iti v trgovino, so seveda postavili tudi svoje spletne strani. Je pa tako, delo v trgovini se planira večinoma tedensko. Dogaja se seveda, da zaposleni prihajajo ali delajo v eni poslovalnici, velikokrat se zgodi, da je pač treba tudi premestiti osebo med več poslovalnicami. Zaposleni so večinoma hibridi in opravljajo več različnih opravil. V primeru manjših poslovalnic, kjer nabava strojne opreme stroškovno gledano na velikost in ni upravičljiva, pa je lahko plan tudi že realizacija. Zdaj, primer dobre prakse planiranja v tej panogi pa bo Mojca predstavila kar skozi še aplikacijo. Tako je. V živilskih trgovinah, ne glede na korono, delajo s polno paro. Soočajo se z velikim pomanjkanjem delovne sile, tako da si zaposlene posojajo zunaj in znotraj poslovalnic. Kakor je Monika povedala, zaradi velike dinamike dela pripravljajo tedenski razpored, ki se ob nenadnih odsotnostih še bolj zaostri. Plan uredite tako, da enostavno kopirate urnike na drugo osebo na istem delovišču. In na kakšen način v trgovini ubijemo 2 muhi na en mah, smo ekonomični, tako da prenesemo plan v realizacijo ali urno listo. Tako zaposleni, ki so bili planirani na več stroškovnih mest, naredimo preračun in podatki se preračunajo po različnih stroškovnih mestih. Kar pomeni, da imate vedno pri roki informacijo o stroških dela na posameznem stroškovnem mestu. Na hitro si poglejmo še, kako imamo poskrbljeno za zakonske kontrole, ki so v različnih panogah drugačne. Seveda, v trenutni situaciji ne moremo slediti vsem kontrolam, ko pa se vrnemo v normalne tirnice, jih bomo zopet lahko upoštevali. Ja, in že smo na področju industrije, kjer je pa zgodba malenkost drugačna. V času korone je bilo potrebno dobesedno šahirati med zaposlenimi, ki imajo ustrezne kompetence in znanja. Kot je Mojca že omenila, v nekaterih podjetjih so se srečavali tudi v določenih obdobjih tudi do 20% odsotnostjo. Hkrati pa za tiste, ki so pa delali, pa je bilo potrebno zagotavljati vse varnostne pogoje. Pri razporejanju si lahko pomagamo z matriko usposobljenosti, s katero se včasih ugotovi, da imamo zaposlene, ki so usposobljeni za določena opravila, vendar jih v preteklosti niti nismo planirali na ta opravila. V situaciji, kot je COVID, se pravi, so nekateri ugotovili, da imajo v bistvu več ključnih kadrov, kot so sprva mislili. Če povem za zanimivost, kaj nam je povedala ena od naših strank, na enem od njihovih strojev so imeli 3 strokovnjake. 2 sta zbolela, eden pa seveda je bil posledično preobremenjen in skrbelo jih je, da bo še ta pregorel in bolniško odsoten. Osvežili so matriko usposobljenosti, kjer so pridobili podatke o znanjih, usposobljenostih in kompetencah in v bistvu ugotovili, da imajo še 2 zaposlena, ki imata sicer na papirju skoraj vse kompetence za delo na tem stroju, ampak sta pa oba praktično brez izkušenj in kilometrine. Pač ni bilo potrebe in sta upravljala takrat druga opravila. Zaposlena so seveda namensko priključili mentorju, ki jih je seveda vpeljal v delo na področju, kjer nista imela zadosti še prakse. To je bil primer, več pa bo Mojca razložila v posnetku. Vodja zahtevano nalogo izdelavo plana v situaciji nenadnih odsotnosti naredi s pomočjo matrike usposobljenosti, kakor je omenila Monika. Le-ta je na voljo vodji in tistemu, ki ga nadomešča. V matriki usposobljenosti vodja pridobi informacije, zakaj so zaposleni usposobljeni, imajo dovolj izkušenj, so kompetentni za posamezno opravilo. To matriko usposobljenosti seveda uporabi pri planu. Ko preveri matriko usposobljenosti, pa se loti izdelave plana. Naša naloga je, da naredimo oziroma uredimo avtomatsko izdelan plan
ki ga v proizvodnji oziroma industriji naredimo na podlagi cikličnih koledarjev za posamezno izmeno. Na posnetku vidite tudi različno barvno paleto, saj so urniki obarvani glede na izmeno, ter vam tako tudi vizualno pomagajo pri razporejanju oziroma šahiranju, kakor je omenila Monika. Najprej vnesemo nenadno odsotnost. Imamo kar nekaj nenadnih odsotnosti, mi pa bomo izbrali bolniško nerazporejeno, ki se bo ob prejemu obrazca e-bolj ustrezno uredila glede na razlog zadržanja. Nato se lotimo prerazporejanja, da zapolnimo nenadno odsotnost. Izberemo zaposlenega, ki je prost in usposobljen glede na matriko sposobljenosti za določena opravila ter ga razporedimo. Na ta način imamo optimalno pokrito celo delovno izmeno, da procesi normalno tečejo naprej. Tako pa smo na področju gostinstva in turizma. Trenutna situacija je zaprla vrata gostinstvu in turizmu, ampak ko se bodo enkrat vrata odprla, seveda moramo računati na naval gostov v toplice, gostilne, bare, restauracije, seveda ljudje se bodo želeli sproščati in družiti. Takrat bo potrebno naše hibride ustrezno planirati, seveda, da bodo gosti zadovoljni in se seveda vračali. Večinoma zaposleni v tej dejavnosti upravljajo različne naloge, kot smo že rekli, oziroma so hibridi. So natakarji in kuharji v enem. Ja, v manjših teh enotah seveda tudi. So lahko pa tudi lokacijsko ločeni, naprimer so natakarji v baru dopoldan, v popoldan pa natakar v restavraciji. Delo v baru mi prinese eno urno postavko in popoldansko delo v restavraciji pa drugo postavko. Vse to so seveda izzivi, s katerim se na področju turizma in gostinstva srečujejo vsakodnevno. V omejenem obsegu sicer delajo. Primer bi bil posebni športni dogodki, pa če za primer vzamemo primer Zlate lisice v Kranjski Gori pred kratkim, no pa bomo si pogledali, kako bi to izgledalo v aplikaciji. Trenutno žalostno podobo gostinstva in turizma, kjer so delovniki bolj muhe enodnevnice, si bomo pogledali skozi dogodek Zlate lisice pred 14 dnevi. Zaposleni, ki so na eni izmed odsotnosti, čakanje na delo, karantena, varovanje otrok ali bolniška, bomo razporedili tako, da bodo delali od jutra do večera cel vikend, tudi petek. Ti zaposleni, kakor vidite, so hibridi, saj so na enem mestu kuharji in natakarji, vendar pa delo po različnih stroškovnih mestih, deloviščih tudi prinese različno urno postavko. Tudi delo v dopoldanskem, popoldanskem, nedeljskem delu prinese urno postavko in vse to enostavno izračunamo. Komaj čakamo, da se bodo razmere sprostile in takrat bo v gostinstvu in turizmu delovno kot v mravljišču. Gotovo se spominjate prizora z naše obale z lanskega junija. Gostje smo čakali v vrsti na prosto mizo in na košček obale. Takrat pa boste potrebovali pomoč s pripravo plana, kajti nobenega dogodka ne boste želeli izpustiti. To vam seveda omogočajo sodobne IT rešitve, kjer so podatki vedno pri roki na enem mestu. Za konec primerov z aplikacije si poglejmo, kako zaposleni vidi plan. Tehnologija je naša prijateljica, ki nam pomaga. V našem primeru je pregled plana omogočen kjerkoli in kadarkoli na dva načina, preko spletne aplikacije ali mobilne. Pri spletnem pregledu potrebujemo le dostop do interneta, tablico, računalnik ali telefon. Pri mobilni aplikaciji K4M, ki deluje tudi v offline, pa te omejitve ni, tako lahko pregledujemo plan kjerkoli in kadarkoli. V mobilni aplikaciji je poleg pregleda plana možna tudi registracija delovnega časa, evidenca dela od doma, lahko napovemo odsotnost, vodja jo odobri in skratka imamo vse pri roki.
Prav tako pa je omogočena kontrola dostopa do vaših delovnih prostorov. Mobilna aplikacija deluje tako na iOS-u kot Androidu. Na tak način se seveda zmanjšajo časovne in fizične ovire. Zaposlenemu je vedno pri roki informacija, koliko ur, nadur in dopusta ima, ter ali mu je vodja odobril dopust. Na drugi strani pa vodjem in menedžmentu omogoča celovit pregled, ki pomaga pri strateškem odločanju. Poglejmo si še, kaj o digitalizaciji pravi Gartner. Vsi poznamo analitsko podjetje Gartner, ki je v svoji raziskavi, objavljeni septembra 2020, podjetjem svetoval, da naložbe v digitalizacijo poslovanja glede na prednosti razvrstijo na 5 področij. Ta področja lahko primerjamo s 5-pasovno avtocesto. Seveda so na prvem mestu naložbe, ki jih je potrebno izpeljati najhitreje. Na zadnjem pa tiste, ki jih lahko tudi opustimo. Temu pravimo odstavni pas. Poglejmo, kako je Gartner poimenoval pasove in kako se Kadri 4 umesti v posamezni pas. Fast line oziroma hitri pas. V ta pas sodi delo od doma in oddaljene operacije, ki so nove oblike dela. Glede na pozitivne rezultate bodo verjetno ostale tudi v prihodnosti. Na drugi strani je digitalizacija delovnih mest in organizacija dela. Dela za ta pas so podjetja izvedla ali nadgradila že med prvim zaprtjem. Aplikacija Kadri 4 je čez noč digitalizirala možnost evidentiranja dela od doma. Evidentiranje dela od doma je možno tako v spletni kot tudi mobilni aplikaciji. V delu kadrovsko-informacijskega sistema je pokrita digitalizacija delovnih mest, ki se avtomatsko prenese v registracijsko-informacijski sistem, kjer je organizirano delo, ter tudi planiranje zaposlenih, rdeča nit današnjega webinarja. Naslednji pas je growth line, pas za rast. Ta kriza nas je naučila, da priložnosti za rast temeljijo na digitalnih spremembah. Uporabniki so se še bolj preselili na splet in so bolj pripravljeni uporabljati in plačevati digitalne storitve. V aplikaciji Kadri 4 ta pas pokriva digitalizacijo avtomatskega prenosa obrazca e-bol in izračun refundacijskih zahtevkov in ADM. Z digitalizacijo imamo kar 90% prihranek časa, kakor je pokazala Monika v raziskavi. To pomeni zelo hiter ROI, Return on Investment. Naslednji pas je Fix-it line, pas za popravilo. Nekateri segmenti gospodarstva so se izkazali za ranljive, zaradi znatnega povečanja ali zmanjševanja povpraševanja. Nekatere funkcije v podjetjih so se izkazale za odvečne ali napihnjene. Dobavne verige so se razpadle in podobno. Procesi so torej pokvarjeni. Popravimo oziroma prilagodimo se novim razmeram z naložbami v digitalno preobrazbo. V ta pas smo znotraj aplikacije Kadri 4 umestili modul za planiranje na osnovi analize kompetenc kadrov, kjer ugotovimo, da ključni kader lahko nadomestimo s kadri, ki jih do sedaj niti nismo izkoristili, in tako prepoznamo dodatne talente znotraj podjetja. Nadaljujmo s počasnim pasom oziroma slow line. Digitalne projekte, ki so bili v načrtih pred pandemijo, je treba nadaljevati z enako ali celo manjšo hitrostjo, da se naredi prostor za nujnejše zadeve. PKP-ji so marsikatera podjetja prisilili, da so digitalizirali samo nujne procese v teku dela. Nenujne zadeve pa so prestavili na čas po koroni. Znotraj aplikacije Kadri 4 implementiramo rešitve za lažje sledenje vsem PKP-jem. S tem rešitvam prihranimo čas in denar,
pri obračunu plače, ki je v času korone prava umetnost. Na primer, v zadnjih mesecih smo na hitro dobili dva nova razloga zadržanja. Razlog 13, bolniška do 3 dni brez potrdila. Razširili smo bolniški list z novim razlogom in kar je pomembnejše, smo zagotovili avtomatsko kontrolo enkratnega koriščenja v koledarskem letu. Podobna zgodba je pri razlogu 14, sobivanje, ki smo ga ravno tako razširili z novim razlogom in priponko za obvezno sobivanje. Ostane nam še zadnji pas, odstavni pas, exit. Naložbe v segmente ali procese, ki niso nujni, je treba ustaviti, da se sprostijo naložbe in viri za pomembnejše. V našem primeru so se nekateri naročniki postavili na pas za izhod in izvedbo projekta zamrznili. Na koncu bi omenila, da po mojem mnenju izbira pasovnice ni samo odločitev, temveč plod situacije, v kateri smo se znašli. Nekateri so previdnejši, spet drugi sklepajo pogumne odločitve in stopajo na različne pasove, odvisno od okolja, odločitve vodstva, situacije, predikcije za naprej, trenutnih rezultatov. Vse to vpliva na odločitev, po kateri poti gremo in na kateri pas se bomo postavili. Ja, in že smo pri koristih digitalizacije. Zdaj, če pogledamo konkretne koristi planiranja in evidence dela zaposlenih, pa jih bom par naštela, recimo, da zaobjamem tisto, kar smo tekom današnjega webinarja slišali. Je to absolutno celovit pregled nad planom zaposlenih. Dostop do podatkov je enostaven in pregleden. Pregled nad osnovnimi podatki zaposlenih, torej vsi tisti, ki jih potrebujemo za to, da se odločimo, kako pripraviti plan. Znotraj aplikacije je ogromno pripomočkov za lažje planiranje zaposlenih, od avtomatike, polavtomatike in rotomatike. Enostavno je prerazporejanje zaposlenih in izposojanje zaposlenega iz drugega oddelka. Dodana vrednost je za celotno podjetje, torej za zaposlene, vodje, vodstvo. Če primer tisti, ki smo ga največ omenjali, zaposleni lahko sam nese odsotnost, vodja mu ga odobri, vodstvo pa ima celovit predogled nad odsotnostmi. Ni papirja, ni preglednic brez pregleda stanj ur in odsotnosti, ker te seveda moram imeti. Podatki so shranjeni tudi za nazaj. Planiramo in izpisujemo lahko tudi odločbe za nadurno delo, za delo v neenakomernem delovnem času. Imamo celovit pregled med stanjem dejanskih in planiranih ur in simulacijo, če imamo plan izdelano do konca meseca. Enostaven je pregled in tudi primerjava plana z realizacijo. Ampak če pa vse te točke, ki najbrž so še kakšno stvar izpustila, če povzamem in strnem v skupni imenovalec vse konkretne koristi, v bistvu ugotovim, da so koristi digitalizacije sežejo še veliko širše. In zaključim recimo, da zmanjšujejo tudi število napak seveda pri delu, nižajo stroške, omogočajo hitrejši pretok informacij. Prihranek je predvsem na času, tako kot nam je recimo na primeru elektronskega bolniškega lista in nadomestil pokazala tudi raziskava. Hitrejšo in boljšo analizo podatkov ter seveda tudi izboljšano varnost in dostopnost. In na nek način, kot smo tudi preko webinarja slišali, tudi spodbujajo zaupanje med vodjem in zaposlenimi. In še za konec. Trenutno se res nahajamo v situaciji, ki nam je prinesla polno izzivov. Poteka covida res ne moremo predvideti, ampak lahko se pa v tej dani situaciji potrudimo in iz nepredvidenih situacij potegnemo seveda največ in najbolj optimalno, kar je v danem trenutku možno. Ja, in seveda z optimizmom zremo v prihodnost, kar nam še prinaša. Midve z Mojco bi na tej točki zaključile. Najlepša hvala obema predavateljicama za
to res sistematično predavanje. Zdaj smo seveda na vrsti za vprašanja, tako da vabim vse udeležence, da na chat ali z dvigom roke postavijo kakšno vprašanje. Če je bila kakšna nejasnost, kakšno dodatno informacijo, če želijo interpretacijo, karkoli. Medtem ko čakamo mogoče eno vprašanje, v prvem delu sem zaslišal, da ste rekli, da je delo od doma bolj učinkovito. A so to vaše izkušnje glede na to, ko spremljate tudi to aplikacijo, oziroma kaj se dogaja s podjetji? Da, to so naše izkušnje. Tudi naš generalni direktor, ki je bil na začetku malce skeptičen v to, je po enem mesecu in pol dela bil zelo presenečen, da so se res stvari tako dobro stekle in da smo vsi res odgovorno prevzeli naloge in jih do konca speljali. Aha, to je izkušnja iz vašega podjetja, ne iz drugih, ne? Ja, iz našega je, tudi iz drugih seveda, ampak iz našega pa iz prve roke lahko povem, da je tudi izkušnja iz našega podjetja, da. Jaz imam še eno vprašanje, ne vem, če vaša aplikacija kaj pomaga, ampak verjetno ste tudi do kakšnih takih vprašanj prišli. Pred časom je en naš član predlagal, da bi zdravniki direktno prek digitalnega sistema vpisovali bolniške, kajti dogaja se jim, da ljudje ne javljajo tako bolniških odsotnosti. Ali tudi vi v stiku s podjetji prihajate do kakšnega takšnega vprašanja oziroma takšnih izzivov? Zdaj, direktno nas niso naslavljali takih vprašanj, smo pa mi, kar se da naredili pri avtomatskem zajemu obrazca e-bolj s portala Spot, se pravi, ko je obrazec, ko ga zdravnik napiše obrazec, ga sistem avtomatsko prenese v sistem in je na voljo noter. Se pravi, zdravnik mora opraviti svoje delo in ta obrazec je avtomatsko tudi v sistemu. Se pravi, te časovne bariere potem ni, a ne? Kar pomeni, v bistvu, če dobro razumem, pri vašem sistemu, kolikor delavec iz X podjetja gre k zdravniku in tam mu odredi bolniško, ko vpiše tako v tistem momentu, je že v vašem sistemu pravzaprav. Tako je. Okay. Skrbnik potem preveri bolniški list, preveri vse podatke, razlog zadržanja, če so datumi pravilni, če je pravilna priponka in zapiše to v sistem. Super informacija, da jo javimo tudi člano naprej, ker lahko uporabljajo ta sistem, če imate sistem težave. Ja, seveda, a ne? Ok. Evo, eno vprašanje imamo. Samo trenutek. E-bolniška mogoče se pojavi šele, ko je zaključena bolniška, ne vemo pa tega ob začetku. To je komentar. A pa če se dobro vas razumem, ob začetku zaznate to? Ob začetku zaznamo tako, da v bistvu zaposleni recimo sporoči po delovnih procesih, ponavadi zaposleni sporoči, da je na bolniški. In v sistem, v ta namen takrat zavedemo recimo bolniško nerazporejeno, mi temu pravimo, in se zapiše, se pravi, da jaz vem, da na to osebo ne morem računati. Ko pa dobim obrazec e-bolj, se pa avtomatsko ta bolniška nerazporejena izbriše in zapiše prava bolniška s pravim razlogom, se pravi, če je bolezen za daljše časovno obdobje, se avtomatsko po 30 dneh tudi razdeli na bolezen nad 30 dni in tako naprej. Se pravi, zabeležimo bolniško nerazporejeno, potem pa z obrazcem uredimo bolniško. To razumem, ampak ključno vprašanje, ki je bilo pri tem našem članu, je bilo, ali vedno, ko zaposleni pride k zdravniku prvi dan, recimo bolniške, lahko zaznate prek tega sistema, da je zaposleni že na bolniški, če tudi ne javi v podjetje. Ne, to pa ne moramo, zato ker mi še vseeno rabimo interakcijo, ker zdravnik najverjetneje takrat, ko dobi pacienta, še ne poda informacije, šele takrat, ko bolniško zaključi, da seveda zdravnik informacijo. Razumem. Ok, super. Jaz vabim še vprašanje, imam tudi sam še 2-3 vprašanje tukaj pripravljeni, če kdo ima, naj se kar javi.
Imate kaj vpogleda, koliko je odsotnosti v primerjavi z ne-covid časi? Koliko se je kaj povečalo v tem obdobju? Tako po občutku mogoče? Ja, po občutku jaz mislim, da se je vsaj za 20% zvečala število odsotnosti. Vsaj za 20%. To je kar precej, ne? Ja, zelo, zelo veliko, ja. Ste pa omenili prekvalifikacije, dodatno izobraževanje in tako naprej. Kaj po vašem mnenju to pomeni, da bomo, ko bo COVID končan, izrazito bolj fleksibilni, kot so bili pred COVID časom? A drži? Tako je. Lahko vzamemo en dober trening to, ne? Ja, seveda. Točno tako. Ja, definitivno. Jaz pa še eno vprašanje. Ugotavljam predvsem pri velikih podjetjih. Se ne vem, če imate to vprašanje, ampak zna biti zanimivo, da zaradi tega, ker pričakujejo, da bodo vsaj deloma kombinirali delo na sedežu družbe in delo na daljavo, da nekateri celo že razmišljajo o dezinvestiranju določenega dela nepremičnin, pisarn in tako naprej. A je kakšna taka informacija, kakšno tako razmišljanje ali pa drugačno razmišljanje, kako bo potekalo delo tudi od pomoči takih pripomočkov, ne? V prihodnosti tudi do vas prišlo, kakšno podjetje, kakšna vaša stranka tudi že razmišlja mogoče v tej smeri, da bi imelo manj fizično prisotnih delavcev na sedežu, kot je pa imelo pred COVID časom? Ja, so tudi taka razmišljanja. Predvsem smo opazili, da bi bila nekak trend, recimo, da delam 3 dni na lokaciji, 2 dni delam od doma. Ne čisto, recimo, da Monika vedno dela od doma, ampak par dni od doma, par dni na lokaciji, zato da imam še vedno, da smo še vedno v pogonu, ker kakšne stvari vsekakor tudi pridejo prav, če se srečamo. Ja, je pa res, da predvsem to, ker so se zaprle nekatere dejavnosti, in vemo, da podjetja, ki imajo recimo najemnine, dejavnosti ne morejo upravljati, najemnino morajo pa še vseeno plačevati. Seveda so razmišljali tudi v to smer, da bi s temi nepremičninami malce drugače začeli operirati. Imam še eno vprašanje, ker se zdaj spomnim. Mi imamo kar nekaj članov, ki se jim je zgodilo naslednje, da so bili spomladi lani zaprti ali zelo omejeni v dejavnostih, potem so pa izrazito skočili navzgor, ker so imeli toliko naročil, da so morali izrazito dodatno tudi zaposlovati ali nadure plačevati in tako naprej. A ste imeli nekaj veliko takšnih strank, kjer ste lahko opazili, da je ta disproporc recimo bil v poletnih časih, pa potem proti jeseni, da so izrazito potrebovali več zaposlenih, kot pa so jih običajno, da se jim je zgodil odboj zelo močen? Ja, to so bila storitvene dejavnosti, predvsem tam, kjer imajo software, kjer so računovodstva in vse te podjetja smo opazili, da je bilo tam zelo veliko zaposlovanja, pa tudi nekatera industrijska podjetja, recimo kakšna lesna industrija je tudi opaženo, da imajo zelo veliko povpraševanja in zelo veliko dela. Pa tudi na področju zdravstva, konec koncev, Ja. Na področju zdravstva pa DSO-jev, recimo, če se dotaknemo malo še javnega sektorja, tam je pa v bistvu še zdaj situacija kar alarmantna, v bistvu se poslužujejo vseh možnih oblik, da bi nadomestili kader, ki seveda je oboleva, ampak zelo težko je. Ja. Ključni kader je definitivno preobremenjen in če smo govorili prej za zakonske omejitve, je praktično misija nemogoče to v tem trenutku, pa ne že kar nekaj časa. Jasno. Ok, še mogoče kakšno vprašanje, zdaj smo kar izčrpali temo, da so ljudje zadovoljni naši udeleženci, ne? Če ni, potem bi se jaz res še enkrat lepo objema zahvalil, najlepša hvala gospa Mojca, gospa Monika. Tako smo prišli do konca današnjega 24. SBC webinarja. Posnetek današnjega webinarja bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi seveda k neposrednim vprašanjem predavateljicama
po webinarju. Kontakt vam tudi posredujemo tekom dneva. Verjamemo, da se spet vidimo na naših naslednjih SBC webinarjih. Seveda vas bomo o vseh aktualnih terminih sproti obveščali. Mogoče samo tri naslednji, ki sledijo. Prihodnji teden 4. februarja s Kaj financami, tudi našim članom, kam raje z denarjem, ki bo obremenjen z ležarinami. 11.12. s podjetjem Faun, tudi naš član, tema, kako se lahko z eteričnimi olji pomagamo v času viroz prehladnih obolenj oziroma ko moramo dodatneje podpreti imunski sistem, tudi o pozitivnih učinkih eteričnih olj na delovni proces. To je v bistvu tema, ki je nekoliko mehkejša od današnje, ampak pravzaprav naslavlja iste udeležence, kot ste vi danes, tako da vljudno vabljeni tudi na to temo. In 18.2. tudi z našim članom Stroko produktom o FinCheck aplikaciji, kako s finančno analizo računovodskih izkazov doseči boljši pregled nad doseganjem ciljev podjetja in tudi to omogoča učinkovito spremljanje poslovanja. Tako, še enkrat hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.